Rak danes na srečo ni več tabu tema, nasprotno, postal je le še ena od kroničnih bolezni, a vendar je še vedno treba zelo skrbeti za svoje zdravje, poskrbeti tudi za to, da človek prepozna simptome, če se ti pojavijo, in da se odzove tudi v presejalne programe, ki so na voljo. Kajti čeprav se včasih zdi to nekoliko odveč, lahko človeku reši življenje, če se odzove. Kaj v vašem društvu poveste moškim, za katere se zdi, da še vedno, vsaj v povprečju, bolje skrbijo za svoje avtomobile kot za lastno zdravje? Mi na društvu smo 9 let nazaj zelo lepo napisali na spletno stran, da moškega zelo lepo opiše beseda rak, trd oklep pa mehka notranjost. In društvo Onkoman je namenjeno temu, da ta oklep pri moških skrha. In v teh letih, kar mi delamo, pač te naše ozaveščevalne kampanje, se ta oklep že kar krha. Vsako leto za vsako kampanjo imamo več klicev na društvo, pa tudi več predavamo na podjetjih in tam vedno poudarjamo pomen teh presejalnih programov. Sicer za moškega je zdaj samo še eden, to je presejalni program Svit, pa smo tam 20% nižje od odzivnih kot ženske, pa mi potem moškim razložimo na tak način, da če se udeleži presejalnega programa, je velika verjetnost, da bojo stadiji nižji, terapij bo manj agresivne bodo, pa kvaliteta življenja bo boljša. Če je kaj na moškem pomembno, je pa to naša kvaliteta življenja, ker samo takrat lahko gremo na športno tekmo oziroma se s športom tudi sami ukvarjamo. In če človek živi kakovostno življenje, se to odraža tudi navzven, tako tudi bolje poskrbi za svoje bližnje, za vse. Njegovo življenje je povsem drugačno, kaj ne? Tako, jaz sem že enkrat rekel, da moški je mačo samo takrat, ko je zdrav, oziroma ko pravočasno prepozna simptome oziroma znake vsake bolezni, ne samo onkološke bolezni, in samo zdrav moški lahko podpira tisti četrti vogal v hiši, ker prve tri vemo, kdo podpira. Čeprav imamo pri nas tri pravzaprav zelo uspešne presejalne programe za zgodnje odkrivanje raka, pa tudi predrakavih sprememb, in je trenutno le eden od teh programov namenjen moškim, pa se nam obetajo tudi novi tovrstni programi. Eden teh bo omogočal zgodnje odkrivanje agresivnih oblik raka na prostati, drugi pa raka želodca. To pomeni, da vas tudi v prihodnje čaka veliko dela. Ja, saj mi smo dejansko z temi kampanjami, ki jih delamo zdaj, že lani, Ostani v tekmi, in tudi z letošnjo sms-fotro.si želeli moškim povedati, oziroma naše moško društvo se čuti poklicano, da ko bo presejalni program zaživel v organizirani obliki, da bojo moški vedeli, da začetna faza ni doben hud poseg v telo, ampak je samo pregled krvi, in tega pregleda krvi se pa moški sigurno ne bojijo. Kako pa bi morda tudi na podlagi lastne izkušnje ocenili delovanje našega javnega zdravstva? Kako dobro je to, kje so kratki stiki, kaj si morda želite, da bi se v prihodnje spremenilo? Moja diagnoza je bila leta 2003, tako da se je od tistega trenutka že marsikaj spremenilo, tudi zdravljenje Hodgkinovega limfoma je čisto drugačno, kot je bilo pa v mojih časih. Jaz vidim največjo rak rano našega zdravstvenega sistema primarna raven. Primarna raven je, mislim, premalo zdravnikov je osebnih, sploh na ruralnih področjih. Jaz prihajam s Koroške. Jaz sicer imam to srečo, da imam osebnega zdravnika in pozna mojo strukturo oziroma mojo zgodovino bolezni, ostali pa nimajo te sreče in pač pridejo k zdravniku, 4-krat gre k zdravniku, 4-krat je druga oseba na drugi strani. In to pomeni, da se potem spet nekje izgubi. To se meni zdi, da je, ker ti, ko potem enkrat prideš na preiskavo, sploh na onkološki inštitut, si tam v super rokah. In če je bolezen pravočasno odkrila bo onkološki inštitut, to poštimo, tako kot poštimo pri meni. Samo pot, ki vodi do onkološkega inštituta, je še vedno zelo dolga in naj si še tako govorijo, da je za paciente, če tudi so izgubili osebnega zdravnika, dobro poskrbljeno, je jasno, da temu ni tako, kajti tak človek težko pride ne le do pregleda, ampak tudi predvsem do napotnice, do nadaljnje usmeritve v sistem. Drži. Tudi mi, ki smo skozi v tem zdravstvenem sistemu, mislim, nam je malo lažje, ker se znamo znajti.
v tem sistemu. Tisti, ki pa se dejansko ne znajde, oziroma ki niti ne ve, kaj vse mu pripada, pač te pravice niti ne pozna. Je pa tudi dejstvo, da premalo poznamo tudi svoje dolžnosti. A ne? Mi poznamo samo, kaj je nam nekdo dolžen. Bi bilo pa tudi prav, da tudi mi poznamo svoje dolžnosti, da pač zdravo živimo, da se v redu prehranjujemo, da ko dobimo vabilo na priselni program, da se priselnega programa udeležimo. In to je nekaj, kar bi nam vsem Slovencem moglo biti pisano na kožo, ker naš zdravstveni sistem ponuja res veliko kljub nekaterim pomanjkljivostim. In jaz mislim, da ko se bomo enkrat zavedali predolžnosti kot tisto, kar nam zdravstveni sistem mora dati, bo tudi zdravstveni sistem lažje deloval, ker bo manj teh višjih stadijev, dolgotrajnih terapij, dolgotrajnih bolnišk. Pač mi se moramo zavedati, da smo v prvi meri sami odgovorni za svoje zdravje, in ko bomo sami odgovorni do sebe, bomo tudi odgovorni do države in tudi do javnega zdravstva.